lep pozdrav. V bistvu to je naš dejansko prvi podcast, ki ga delamo, in sicer je naša gostja Petra Knez Bahor. Kasneje se bo sama predstavila, v bistvu točno, kaj dela, zakaj, kako. Tole knjigico bi rada pokazala. Tole je v bistvu knjigica, ki je mene premaknila naprej, a ne. In sicer moram povedati, da sem eno obdobje, skoraj več kot 2 leti nazaj, sem si želela naučiti prodaje, ker ni dobro mislim, pač ni zadosti biti mojster v nečem, da nekaj res obvladaš, da nekaj res dobro delaš, če se ne znaš prodati, nimaš denarja. To sem jaz ugotovila in zato sem šla v klicni center, predvsem s tem namenom, da se naučim prodaje, ker sem mislila, da je to najtežje na svetu in da me bojo tam izurili pa naučili, a ne. Zdaj, zgodba je taka, da je res bilo to najtežje na svetu. V bistvu imela sem grozno tremo, grozen cmok v grlu. Preden sem začela, sodelavci so mi pomagali, bili so super, ekipa je bila super, tudi vodje so bile super. V bistvu, ampak, stvari so se mi zatikale, so šle gor, dol, pa enkrat uspeh, enkrat ne, solze, jok, vse živo je bilo in, vrtela sem se v krogu in nisem vedela, kaj narediti. Ne, pa ne, pa ne, nisem razumela prodaje, ničesar nisem razumela. Dobili smo neki postopek tam in jaz sem šla po tem postopku, nisem vedela, zakaj moram ubogati ta postopek, nič mi ni bilo jasno. Stranke so mi kar metale dol in mene to grozno frustriralo, grozno me je frustriralo. Potem pa sem tole knjigico našla na policah, v bistvu, ker sem iskala tam v podjetju, smo imeli precej knjig o prodaji, vse sem prebrala in nobena mi ni pomagala, ampak ta tenka knjigica, če pogledate, koliko je tenka, tukaj noter so bile pa same prave informacije, napisane tako, da sem jaz, res razumela, ker sem začetnik v bistvu v prodaji bila. No, začetnik, moram reči, da sem že prej prodajala, bolj podjetjem. Nekaj, v bistvu podjetjem mi je šlo kar dobro in to se je videlo tudi v prodajnem centru, se je videlo dobro, da v bistvu mi grejo boljše podjetja, navadni ljudje pa ne, ne. Tako da ta knjigica je super tudi oblikovana, zabavna je, takole so take lepe, krasne, risbice. Zdaj tale rdeči karton, kar streslo me je, ke sem prišla do tega poglavja, ker jaz sem se veliko pritoževala, grozno, in pa, odgovornost za moj neuspeh sem prelagala na druge ljudi. In potem sem poklicala Petro oziroma sem ji pisala, če mi lahko lepo prosim pomaga, in Petra se je odločila biti moj mentor, in, to za donacijo za naše društvo. In od takrat naprej se mi je zgodba dejansko se mi je res začela obračati na boljše. Jaz bi vas, Petra, prosila, a se lahko predstavite, kdo ste, kaj delate, zakaj to delate? Najlepša hvala za tak, prijazen in prijeten uvod. Ja, rdečka je v bistvu rezultat mojega dela v klicnem centru. Jaz knjigici rečem kar rdečka, prinaša tako pozitivno energijo, tako kot ste rekli, je na policah, je vpadljiva, in je res zaklad vsega, kar sem se jaz naučila v 15 letih v klicnih oziroma potem kasneje v kontaktnih centrih. Jaz sem tudi začela po naključju v klicnem centru, kot študentka, ko prideš v Ljubljano, moraš tudi nekaj zaslužiti, pa sem rekla, okej, pa grem jaz pogledat, kako je to v klicnem centru, pa sem prodajala vse najdlje, naročnino na časopise. Takrat je bilo, en izvod boste prejeli brezplačno in potem boste se pogledali, videli, kako je, ali pa neko periodo brezplačno, potem boste pa, se mogoče odločili za naročnino. Doživela sem šok, a ne, totalen šok, zelo hiter, tako kot ste vi omenili, neki protokol, napisan protokol, kaj to je. Kaj moraš govoriti, a ne? Pa je to dobro? Zame je bilo to katastrofa že tam, zato ker jaz ne verjamem,
v te napisane protokole, že prej nisem, zdaj po vseh teh letih izkušnjah, izobraževalnih knjigah, v vseh ekipah klicnih in kontaktnih centrov, ki sem jih vodila doma in v tujini, ki jih še vodim in treniram, ugotavljam, da človek mora stati za svojimi besedami. Besede ne pridejo samo z jezika, besede pridejo iz srca, prodaja se začne v srcu in gre potem ven preko besed napisanih, izrečenih, preko emocij, preko mimike, tudi če nas na drugi strani ne vidijo. Se opravičujem, se pravi mimika, tudi če me nekdo ne vidi, se pozna? Ja, absolutno. Absolutno. Jaz sem tisti človek, ki v klicnem centru še danes, ko grem za telefon k svojim ekipam, meni se kdo tudi smeji, jaz vedno govorim z rokami, jaz vedno povem. Se mi zdi, da ko se ti giblješ, omehčaš besede, ko se ti giblješ, si ti pri stvari. Mi tudi ne poslušamo samo z ušesi, mi poslušamo s celim telesom, usrkamo nek problem. To je vse del customer experience-a potem, da res delimo tisto dobro uporabniško izkušnjo, ne. Tako da jaz živim nekako v klicnem centru, kljub temu, da klicni centri veljajo pri nas kot nek part-time job, samo dokler si ne najdem resne službe. Jaz imam zelo dobro kolegico, ki mi zmeraj reče: "Joj, Petra, ti še zmeraj v klicnem centru, a ne boš zamenjala?" Pa ne, se zdaj hecava, da sem že na pol poti oziroma da že skoraj tam proti 20 letom dela v klicnem centru, ja, da dejansko bi mogla kaj zamenjati, ampak meni se to zdi čisto resno delo. Mi da ogromno vpogleda v kaj se dogaja, me nahrani s tistim stikom s stranko in zelo pomembno je tudi vodenje kontaktnega centra, ne sme biti prepuščeno naključju, kar se je dejansko to velikokrat zgodilo v moji karieri, ne, da si pobral najboljšega in si rekel: "Glej, ti si najboljši, ti boš vodja." In dejansko smo potem imeli dvojno izgubo, ne, smo izgubili dobrega prodajalca oziroma dobrega skrbnika in potem smo pač naredili s tega slabo vodjo, če si ni želel, če ni imel teh ambicij in tako naprej, ne. Petra, jaz bi vas vprašala, ko sva ravno do te točke prišli glede mentorstva, ne, ker recimo jaz sem težko razumela svoje mentorje, v bistvu odnos ni bil najboljši, so nas kregali, nadirali tudi v bistvu in ljubkovali in vse živo je bilo in podkupovali in meni to ni bilo najboljše, v bistvu nisem se nekako našla v temu in sem rabila sem nekoga, ki bi bil res v bistvu pravi mentor. Jaz, ko sem prvič z vami kontaktirala po telefonu, sem bila popolnoma šokirana sem bila prvič zaradi vašega glasu, ki je bil pomirjujoč, mehak, v bistvu razumevajoč. Počakala ste zato, da sem povedala, kaj me boli in ste zelo dobro ste me poslušala, ker ste potem me točno spraševala ali pa odgovorila točno na tisto, kar je bila moja dejansko bolečina, ne. Jaz sem vas dejansko toplo začutila, tako s srcem kot pravega mentorja, da se vam lahko odprem, da vam lahko zaupam, ker tam v klicnem centru težko sem zaupala, v bistvu nisem vedela, kaj bom naredila, a ne, pač tista oseba, a me bo nakregala ali me bo pohvalila ali kaj se bo v bistvu zgodilo, nekako je bilo tako skozi neka napetost. A poveste kaj prosim o mentorstvu, ker ste odlična mentorica. Hvala lepa. Enostavno. Mentorstvo se dejansko premalo se vrši tega pravega in A v pristnega Sloveniji mentorstva. v klicnih centrih? Na splošno so te delovne pozicije podhranjene, mentor, motivator, jaz ga v knjigi kombiniram kot mentorja in motivatorja, zato ker je ta dinamika izredno pomembna za kontaktni center. Tisti, ki še ni stopil v kontaktni center, dejansko se mora zavedati, da je to okolje izrazito stresno, ne. Če delamo, recimo ste omenili na začetku prodajo, če delamo prodajo, se meri vse skozi številke in ne smemo pozabiti oziroma dopustiti, da se mi kot osebe degradiramo na številke, a ne. Dostikrat se med sabo kričijo: "Jaz imam šele 2 prodaje, pa 2 uri delamo." Pa KPI-ji se merijo na prodajo, ne, vrednost prodanega blaga na uro.
koliko je bilo naročil na uro, koliko je bilo dodatnih naročil, cross-sellov, upsellov in tako naprej. In potem se začnemo samo vrteti okrog teh številk. In pozabimo na fokus, da številke ustvarja dobro vzdušje, dobra pripravljenost, motivacija za uspeh, ki ni nujno samo finančna in denarna, da ne bomo pozabili, ker se spet degradiramo tudi na tej ravni na številke. Tako da v kontaktnem in klicnem centru je mentor ključna, ena izmed ključnih vlog. Je pa res, da ga dostikrat vidimo, pridemo v klicni v kontaktni center in zdaj bo mentor tisti, ki bo na pladnju nam prinesel rešitve. Ne. Spet gre za odnos. Spet gre za odnos. Mentor in skrbnik morata zgraditi odnos. To se ne naredi čez noč. Mentor je tisti, ki mora skrbno pregledovati svojega skrbnika, ki ga dobiva mentorstvo, njegove dialoge, njegov način izražanja, tudi ga začutiti kot osebo in potem se iz tega se potem lahko gradi. Ne? Nekdo je v dialogu lahko agresiven. Zakaj? Je to njegov način? Če je to njegov način, potem to iz nekje izvira. On je ta način komunikacije prinesel v studio. Lahko je, prodaje se učil kje drugje in je bila ta prodaja agresivna. In recimo, da mi nimamo tega pristopa agresivnega, ne? Dostikrat se zgodi, da pridejo že ustvarjeni kadri v klicni studio, ker se kadruje na način, to je prednost. Jaz vam vedno rada, da dejansko ustvarimo svoj kader, svoj način, da je človek, ki pride nepopisan list papirja, zato jaz rada recimo delam tudi s študenti, tudi začetniki, tudi s pripravniki, ker se tukaj nekako lažje teče. Ne? Stare napake, tako, ne? Rečemo, navada je železna srajca in je res pol tisto težko izgubiti, ne? Oziroma predelati, predrugačiti in tako naprej. In zdaj, če mi damo nekomu, ki je agresiven recimo, ali pa ki ima mehek pristop in mu damo vnaprej napisan dialog. Tisti dialog je napisan vnaprej in fita v zgodbo je narejen kot krojen suknjič za tistega, ki je dialog ustvaril, ki ga je napisal. Ni pa, ne moreš ti pokriti karakterjev 30, 40, kolikor jih imaš v klicnem studiu, spet pa ne moreš z napisanim dialogom niti strankam vsem ugoditi. A smem tukaj samo pod vprašanje karakter, me je v bistvu zanima me ta beseda, se pravi, da kaj to pomeni karakter človeka? To pomeni, da moram jaz pristopati drugače k prodaji oziroma pač svetovanju kakor sodelavec? Naravno, vsak ima, zmeri recimo, ko začnemo uvajati ljudi v klicni studio, v kontaktni center in dam prispodobo. Ko jaz pokličem kolega ali pa ko kdorkoli od nas zagrabi za telefon in ga povabi na pijačo, on ne razmišlja, drama bo, če mi bo kolega rekel ne. To bo zame šok. Ne? Ti si pripravljen, da ti reče, lej, ne morem, peljem otroka na nogomet, ne gre. Lahko se dobiva jutri, ne? In to je tisto... sprejmaš normalno, v bistvu si zavrnjen, ampak nisi žalosten, nisi... Točno. In greš potem poklicati mogoče drugega kolega ali pa se s tem zmeniš, lej, se bo v torek tudi v redu, a ne? Kar se nam pa zgodi pri prodaji je, da začnemo kolektati neje in se nam dogaja drama. Mi smo vedno bolj v krču, ne? Tako da pristopiti k temu moramo naravno. Se pravi, če se jaz imam primorski naglas, ga ne morem skriti, ne? In ga niti ne želim, to je moj naravni način komunikacije. In recimo delam v okolju, ki je fokusirano na Ljubljano, okolico in tako naprej, ne? In jaz zmeri pristopim na svoj način, ne spreminjam načina govora, svoje melodije in tako naprej, ker to ne bi bila več jaz. Ne? In tudi, kar izvolite. A to pomeni, da nisi več pristan? Kaj to pomeni za stranko, ko te poslušaš, če nisi več pristan, če nisi več ti? Ne vzpostaviš dialoga oziroma zaupanja, ker zaupanje je temelj tako, da se izpelje dialog in da se izpelje prodaja. Ne? Se pravi, da se zaključi prodaja. Absolutno, absolutno. Mislim, mi dve morava najprej ustvariti neko razmerje, nek odnos in to ni nujno
da se bo zgodilo na prvem klicu in na prvem kontaktu. Da bo stranka rekla, ja, kupim. Ne? Lahko je potrebno več klicev, lahko je potrebno daljše obdobje, da ona spremlja podjetje, da se nauči o naših storitvah in tako naprej. Lahko rabi več momentov učenja po neki krivulji, da spozna, da te storitve rabi oziroma da naš produkt potrebuje oziroma da ji bo olajšal življenje in tako naprej. Ne? Ni vse v frazah. Zame, ko sem stopila v klicni studio in sem mogla brati 8 ur dialog, ni pogoja, res ni pogoja. Mislim, ne gre. Ti potem postaneš aparat, stroj, mašina, robot, karkoli in ne moreš, mislim, niti tisto potem, ko tipkamo, ko rečemo, ja, saj imamo, mi v kontaktnem centru imamo postavljena vprašanja in potem pišemo odgovore in zapišemo, ki je, ti po 30 vprašanjih, ki jih identično postavljaš, zbiraš tam med ja in ne, na koncu si ti tudi robot v odgovorih, nimajo ti odgovori neke, kako naj rečem, kvalitete, ne. Kakšni so potem učinki, kakšni so učinki potem, če to postaneš? Če kdo pogleda te odgovore sploh in jih analizira, potem nekaj je, ne, bi tudi videl, da mogoče kliknejo skrbniki včasih kar po svoje, ne. Ta kvalitetni ček odgovorov tudi more biti in tudi pride s strani mentorja, absolutno. Zdaj, če pa sploh noben ne čekira, pol je pa to samo ker se tako dela. Največkrat je, ne. Jaz dostikrat stopim v klicni studio in rečem, dajte mi povedati, preden jih začnem trenirati, naredim mystery shopping, pogledam, kaj imajo napisano in tako naprej, pogledam, kako odgovarjajo in porečem, daj ste izvozili odgovore in pogledali odgovore in iz tega se nekaj naučili in naredili. Ja, nismo, smo bolj odprtega tipa, nismo prebrali, nismo tako, ne. Zagovarjam zelo zaprti tip, ampak tudi odprti tip, ker na odprtem tipu odgovorov se zgradijo odnosi, se zgradi to, skrbnik si mora zapisati pri stranki, na stranki, kaj se je dogajalo in to mora biti eksaktno napisano, to se moramo tudi učiti, ne more, mislim, kakšno vrednost ima opomba, ta stranka je bila jezna, nič. Mi smo jo klicali 31. 12. recimo, zdaj karikiram, ob poldne in je pekla potico, ki jo je pripravljala za praznično silvestrovanje in ji potica ni vzhajala, zato je bila jezna, ne. In to nam nič ne pomaga 5. marca, ko jo bomo mi klicali, oziroma lahko samo nas prestraši, ne. A veste, lahko nas samo nam da še eno coklo, da bo težje začeti dialog, ne. Opombe morajo biti napisane smiselno, morajo imeti razlago in vedno vsak, ki piše nekaj v opombo, ki piše nek zaznamek za stranko, mora razmišljati, kaj bo to pomagalo ali meni, če kličemo in vzgradimo odnos, da eksaktno določeno stranko obdeluje isti skrbnik ali pa nekomu drugemu. Absolutno, ne. In tukaj je pomembna vloga in mentorja, da to nauči, da sledi pri govorjenju, pri nastopu, pri grajenju odnosa in da v bistvu spremlja tudi ta del, moment, kaj dejansko srkamo od stranke, pišemo, da se v bistvu to, da to krepi skrbnika, da v bistvu kaj daje ven, krepi skrbnika, da ne dovoli mentor, da skrbnik samo kolekta neje, ne, in mu popravlja, daj pa probi to, pa ne, na tak način. Dejansko skrbnik mora rasti sam, skozi mentorstvo, ne, dobro, to preraste potem tudi lahko v coaching, da v bistvu ga skozi vprašanja pelješ, to je dejansko moj način, skozi vprašanja peljem skrbnika do tega, da pride sam do odgovorov, da pride sam do idej, kaj bo še poskušal, kako bo še razvil, ker ta ideja, ki pride iz njega, je njegova, njemu paše, ne, on ve. Mislim, tako zelo banalen, ne, če jaz napišem dialog in rečem, dajte dialog prebrati, jaz napišem, dober dan, Petra pri telefonu, iz tega in tega podjetja vas kličem, želela bi to pa to, ne. Če dober dan ne rezonira z tabo, ni okej, ne, lahko tudi dialog začne nekdo s pozdravljeni in je ta dialog boljši, ima za tisti prvi vtis par sekund boljšo intonacijo, lepše se počutim v tem izrazu, mogoče manj, kako naj rečem, strogo, manj togo, bolj mehko, ker nadaljujem bolj mehko. In to so v bistvu vse različice, ki so zelo pomembne. Če se mi dobro počutimo v studiu, bomo tudi dokazali
dokazano uporabljali bolj pozitivne besede, bolj mehko bomo govorili in bomo v bistvu na tak način hitreje, boljše in kvalitetneje vzpostavili nek dolgoročni odnos s stranko, ne. In tukaj se mi zdi, da je ključ do tega, ne. In tukaj tudi potem odnos in klicni studio raste in sam prodajalec, ne. Da dejansko pridemo vsak dan drugačni, boljši in tako naprej. In tako se pol tudi vpliva na rezultate, ne. Ker če mi ponavljamo eno in isto zgodbo, kaj bomo pol rekli? Ja, ne deluje dialog, dajmo zamenjati dialog. In spet bomo 30 skrbnikov šlo 8 ur in bo naredilo, ne vem, 8x4 dialoge, kar 30 skrbnikov, bomo naredili maso dialogov, ki spet bomo rekli, spet ne grejo. Zato, ker mora vsak svojo različico. In še to, ne samo sebe gledati, ampak tudi slišati in videti in biti v čevljih stranke, ne. Ena stranka bo hotela prav tisto profesionalen dialog z dober dan in tako naprej, ne, in nam bo takoj na začetku dala In z vedeti. nazivom gospod, tudi meni to se me je zgodilo, da Absolutno. gospod ta pa ta, en pa hoče biti Absolutno. samo Peter, recimo. Tako. In ta spoznanja, no, te opombe, ti zaznamki pa so izredno pomembni, ker če je ta gospod vašemu podjetju že povedal, da želi biti naslavljen za gospod Tone, recimo, da je bil Tone, potem je izredno S priimkom pomembno. gospod Kovač je hotel biti. Recimo, tako, ne, in je to izrazito pomembno, da se to pol uporablja naprej, ne, da spet istemu podjetju, ko ga kliče nov skrbnik, drugi skrbnik, spet tega ne ponovi, ne. Je bistveno bolj to pomembno, kot če je on tisti trenutek jezen. Klic je trenutek v dnevu. Mi ne poznamo okoliščin, kaj se je zgodilo s človekom. Lahko je dobil odpoved, lahko se mu je zgodilo nekaj lepega, lahko se mu je zgodilo nekaj, največja drama. In ko mi pridemo, moramo to vzeti v zakup. In moramo spoznati te okoliščine in to je tisto, ko jaz rečem, mi poslušamo, z ušesi ima tudi srcem, mi moramo slišati, ne. In ko je stranka slišana, takrat se ustvari, smo midve na isti valovni frekvenci in se ustvarja odnos, ki je temelj za prodajo. Če midve nisva na isti valovni frekvenci, nam lahko stranka reče ja. Ampak nam ne bo poravnala računa, ne bo prevzela izdelka, ga bo vrnila, bo rekla, da je bila prepričana, bo klicala čez pol ure nazaj, ko ji bo potegnila, kaj je naredila, in to potem spet vse otežuje, ne. V bistvu ja reče samo zato, da se te znebi. Tako, ja, tako. In Slovenci to radi počnemo. Težko rečemo ne. Mi težko rečemo ne, tudi če človeka ne vidimo, recimo po telefonu, rečemo ja, pa se naredimo Kasperje, ne. Če se naročimo na obisk, je ja, ampak potem pa ne odpremo vrat. Rečemo ja, pa ne prevzamemo izdelka. Veliko je teh kombinacij, ampak to se da preprečiti, če se res sliši, posluša stranko in če se dela kvalitetno prodajo. S tem, da je treba potem tudi seveda skrbnike izobraziti, da dejansko, če prodaja ni kvalitetna, da zavrnjeni nekaj stanejo, neprevzeti izdelki nekaj stanejo, cela administracija, ki pripravlja dokumentacijo, obisk nekoga tudi nekaj stane in tako naprej, ne. In tukaj je potem, ja. Če smem samo tukaj opomniti, v bistvu to, kar ste do zdaj povedala, ste vi mene naučila. In sem jaz tudi taka oseba, v bistvu, ker sem želela pošteno ljudem prodajati, svetovati, se to vas bom pol vprašala, kaj je razlika. In sem želela, da ljudje res se odločijo, da so sigurni v to, v bistvu 100%, da to želijo ta izdelek imeti, da jim bo res prav prišel v življenju. In recimo sodelavci so imeli nekateri tam nekje 80-60% zavrnjenih prodaj, jaz sem imela pa 1% zaradi tega, ne. In sem bila zelo pohvaljena v centru, ker sem naredila malo stroškov v centru, ne. Mislim, da je to zelo pomembno, ne, še posebej zdaj, če multipliciramo, ne, da je v klicnem studiu, v kontaktnem centru 80 ljudi, ki to počne na način, da je zavrnjenih ogromno, potem je tukaj velika napaka, ne.
Se mi zdi, da je treba tukaj postaviti nek KPI, ki se ga meri, in je KPI, ki je dejansko, kako naj rečem, vezan na izdelek, vezan na storitev, da sta sinhrona, in potem ta KPI tudi spremljati. Kdo odstopa, preverja dialoge, vse, kar je v KPI-jih se realizira, se zgodi v besednem dialogu. In če mi spremljamo besedni dialog, če damo okolje in prostor v kontaktnem centru, da vsi rastemo, ki ustvarjamo to okolje, vključeno stranko, potem nam ne bojo KPI-ji presenečenje. Potem nam bojo prodajni KPI-ji lepo rasli, delovni KPI-ji bojo v pravem gibanju, in tudi potem finančni KPI-ji na koncu. Super. Petra, a mi lahko tako čisto kratko jedrnato po točkah poveste, kaj je dober vrhunski prodajni dialog? Zame je dialog ta, da si ga sestavi vsak človek sam, da sledi stranki, absolutno, tako kot sem rekla, okoliščine dialoga so pomembne, danes se jaz z vami pogovarjam tako, mogoče bi se jutri čisto drugače, in to je tudi del prodajnega dialoga. Ne smemo se izogibati besedi prodaja, če prodajam, moram to povedati na jasen način, da je obema vključenima v dialog jasno, kaj se dogaja, in dialog pomeni, da sva v tej zgodbi najmanj dva, kar pogosto v klicih, v klicnem centru se ne zgodi. Se pravi, so monologi, prodajni monologi. Tako, govori samo skrbnik. Drdra, 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 zdaj drdra, ker ima vnaprej napisan dialog, ali pa drdra, ker nima zaupanja vase. Zaupanja vase, ja. Ali pa je kombinacija obojega. Zame ima prodajni dialog 7 točk, v katerem teh 7 točk jim jaz zmeri rečem, to so slalomske zastavice. Kako blizu tega zastavice in količka bo kdo odpeljal, na koncu loči v cilju poraženca od zmagovalca. Lahko jih tako dobro peljemo, kot jih je peljala Tina Maze, in smo v cilju winnerji, lahko jih malo bolj obhodimo, včasih seveda se zgodi, da tudi kakšen količek prevozimo, ga odbijemo in tako naprej, ampak je to tisto, da se mi zavedamo in da ta dialog gradimo. Brez pozdrava, jasnega pozdrava in predstavitve dialoga ni. Najhujše mi je, ko me nekdo kliče in mi nejasno pove, prvič, kdo je in iz katerega podjetja kliče. Jaz, če se predstavim, sem Petra Knez Bahor, kličem iz kontaktnega centra. In je to jasno in pustimo, da stranka vdihne, razume, tudi mi vdihnemo, da vemo, da je razumela, kdo kliče, kaj kliče, zakaj kliče, še povemo v nadaljevanju, ampak da ve, s kom se pogovarja in da ima kakšno podvprašanje. To so točke, kdo kliče, kaj kliče, zakaj kliče? Ja, absolutno. Smo rekli pozdrav, predstavitev jasna, potem povemo namen klica, se pravi, zakaj kličemo, kaj je naš namen, kaj ponujamo, kaj prodajamo, kaj želimo, da stranka zve, kaj je sporočilo, ki ga želimo dejansko mi stranki prenesti. Tle ne smemo pozabiti, čeprav ga zdaj globalno malo zanemarjamo, GDPR-ja. Mi moramo imeti osnovo, da to stranko kličemo. Ne smemo kar... Kaj to pomeni? Kdaj jo lahko kličemo? Se pravi, če imamo njeno dovoljenje, če kličemo iz javnega imenika, ki mora biti zadnji objavljen in mora biti zadnje stanje, ne smemo imeti imenika iz leta 2004, in tako naprej. Tako da tukaj je jasno, ali nam je že dala dovoljenje z preteklimi nakupi, ali je sodelovala v nagradni igri, kjer je označila, da nam daje dovoljenje, da jo lahko kontaktiramo za naše produkte, za naše storitve in ji pač to tudi povemo. Druga pomembna v sklopu tega pravnega konteksta stvar je, da moramo tudi dati vedeti, recimo najin pogovor danes se snema, jaz moram biti opozorjena vnaprej in se strinjati, tako, da se ta dialog snema in tako mora biti tudi stranka. A veste, kaj dostikrat se zgodi, da nas kličejo v klicni studio, se predvsem razočarane stranke, ker rečejo, ja, si ste rekli, da se vaš dialog snema in tako naprej. Tukaj so smernice zelo jasne.
kakšni so nameni snemanja, zakaj snemamo, kdaj lahko snemamo, pač tle se jaz ne bom spuščala v te podrobnosti, ampak vsak more preveriti, da je to področje, pravno področje, skladno z bazo, katero se uporablja za klicanje navzven, ne. Tudi ko stranke kličejo navznoter, morajo biti opozorjeni, se pravi, ko govorimo o inbound klicih, če snemamo, da snemamo, ne. Tako, tle dostikrat rečemo, ja, lahko se naš dialog snema, zaradi kakovosti in tako naprej se dialog snema, ampak to je vse tanek led, ne. Odgovornost, pa dostikrat rečemo, SEO nosi klicni studio, ne, SEO nosi vodja, ne, odgovornost nosi tudi posameznik, ki ta dialog sproži, ne. Po zakonu, da. Tako. Tukaj je pomembno, da se tega da to vemo in je treba skrbnike opolnomočiti. Se pravi, ko mi začnemo nov projekt in moramo povedati, baza je taka, produkt je tak, ne samo napisati dialog toliko stane in potem, ko dostikrat nas stranke se čedalje bolj zavedamo pomena baze, pomena tega in dostikrat se zgodi, da v dialogu stranke vprašajo, kje ste pa dobili moj. Da, tudi jaz vprašam. Tako, kje ste dobili moje podatke, kdaj sem vam dala moje podatke in na tem momentu, če ne znamo odgovoriti, pade zaupanje, pade prodajni moment, ki ga skrhamo in lahko imamo specialen produkt, specialno nas bo težko stranka pustila tukaj naprej, ne, ker nam ne zaupa, ker na ime in priimek smo vsi občutljivi. Probajte iti v množico in da se nekdo zadre z vaše ime. Trznemo, pa kjerkoli na svetu smo, ne, absolutno. In tako stranka, ko sliši svoje ime, ne, je isto občutljiva. Tako da tukaj je treba biti izrazito pozoren. Ko damo te korake, predstavitev, pozdrav, GDPR, produkt oziroma namen klica čez, gremo na produkt, na ponudbo in povemo, tukaj je dialog, ne samo drdramo, imam za vas odlične nogavice, odlične čevlje, vaša številka, perfektni, za krčne žile in tako naprej. Mečemo en kup nekih faktov, ne, tukaj se mora zgoditi ta dialog. To je potem spet vsak korak, če ga naredimo, če ga ne preskočimo, če gremo čez njega počasi, na način, da ga stranka razume, prispeva k temu, da se gradi naš odnos. Stranko, da se gradi dialog, odnos in s tem zaupanje. Brez vsega tega trojega se na koncu ne zgodi prodaja, ne. Zato ni treba iti hitro. Dostikrat skrbniki ne vejo veliko informacij, dovolj informacij o izdelku, o produktu in zato grejo hitro čez, zdrdrajo ponudbo, stranka ne razume in je skrbnik v krču, bog ne daj, da me ta stranka še kaj vpraša, ker jaz ne vem, ne. Dostikrat imaš ta občutek, ne. Tako da potem gremo, ker je ta korak pomemben, gremo v povzetek. Povzetek je spet tisti del, ko jaz ne še enkrat zdrdram ponudbo, imamo 50% popusta, najcenejši ever izdelek in tako naprej, ampak v povzetku povzemam strankine odgovore, če nisem zgradila dialoga, nimam kaj tukaj narediti in bo ta v bistvu kot milni mehurček bo razpočil ta korak, ne, ampak to pomeni, da nisva uspela, da je neuspešen dialog, da nisva zgradila odnosa, ne. Tukaj je pomembno, da odzive stranke povzamemo in z istimi strankinimi besedami se vračamo nazaj v dialog, da jo opomnimo, da ji damo vedeti, tukaj sem bil, poslušal sem vas, slišal sem vas in tako naprej. Spet grajenje zaupanja in odnosa in bliže temu daju, ki ga želimo slišati. In na koncu je potem še po povzetku zaključek, kjer se midva dogovoriva, kaj bova vnaprej, in kako bova, in potem pozdrav na koncu, ne. Kaj se največkrat zgodi? Pademo na začetku, ko ne povemo, kdo smo, kje smo eksaktni, potem v ponudbi jo zdrdramo sam, kaj imamo, ne zgradimo tega odnosa, nabiramo odgovorov v stranko
takoj, ko nam stranka reče ne, recimo nam da vedeti, ne bom kupila, ne, nam vse pade dol, ampak Se tukaj so ustavimo, ja. tako, rečemo ok, in ne gremo niti v prijazen in prijeten zaključek, ker tle spet imamo šanso, da gradimo odnos, ne. Mi bomo to stranko verjetno še enkrat poklicali in glede na to, da so outbound baze omejene, jo bomo zelo hitro poklicali. Ali mi, ali nekdo drugi, ampak iz istega podjetja, ne. In zato je pomembno, da če nam stranka reče ne grdo zaključimo, jasno zaključimo, pozdravimo in tako naprej, ne. Dostikrat je treba iti poslušati dialoge, ko nam stranka reče ne, kaj se zgodi na koncu, ne. To se spet vračamo k tej vlogi mentorja, da posluša, da opozori skrbnika, da stvari niso okej. In druga stvar, ki je pogosto napaka v klicnih centrih, je, da je vse vezano, oziroma v kontaktnih centrih, vse je vezano na prodajo, da ti mora stranka reči ja. In samo to je prodaja. Ne, ni res. Ne, ni. Ni res. Če ti stranka da podatek, bilo kateri podatek, ki si ga ti pridobil, je ta dialog bil uspešen. Če ti ona pove, da tega produkta in storitve ne potrebuje, ampak je o njej razmišljala in ti da nek drugi termin, spet, če se je zgradil odnos in dialog, bomo vedeli, da je to prava informacija, ne. Ne vem, to je dostikrat recimo, ko prodajamo telekomunikacije, aparate, ko premikamo naročniška razmerja, naročnine in tako naprej, ne. Nam stranka pove, jaz imam tam odpovedni rok 3 mesece, sem razmišljal, pol še malo ponavadi pojamramo, ne, podkrepimo to, povemo, glejte, tukaj nisem zadovoljen in sem razmišljal, sem videl vašo reklamo in tako naprej, ne. Ja, nisva zdaj prodali, ta moment našo ponudbo. Ampak čez 3 mesece pa verjetno bo. Tako, in se naredi appointment in se pove. Če je stranka rekla, ne vem, glejte, tukaj se zdaj moj sin seli in imamo spet, ne, bomo v hiši rabili 2 priključka in tako naprej, ne, ali pa bomo rabili ojačati, tudi zdaj nismo prodali, imamo spet pomemben podatek, ne. In to so te podatki, ki grejo absolutno na stranko, v CRM, v bazo in tako naprej in se pač blokirajo potem naprej zmenki, ne. In to je tudi ena vrsta prodaje, ne. Absolutno nismo zdaj dobili denarja, imamo možnost, smo dobili zaupanje in imamo možnost, da denar dobimo vnaprej, ne. In dostikrat se zgodi, da so skrbniki ko fijakarski konji, 3 moraš prodati, danes moraš 3 prodati in potem se, ko to stranka reče, ne, ko reče čez 3 mesece, odreagira kontra, ne. Takrat kvaliteta dialoga, hitrost dialoga, intonacija začne padati, ne, če je skrbnik uperjen, ker ni dobil zdaj ja, začne padati in tukaj se lahko pol zalomi pri tej stranki, ne. Stranko se sliši. Tako, ne. Tako, lahko reče stranka, glejte, ne, si sama pri sebi reče, glejte, kako je zdaj zaključil ta dialog z mano, ne, sem mu povedal, sem mu zaupal in se odloči pač za neko drugo, za konkurenco, ne. Za konkurenco, ali pa. Tukaj je izredno pomembna empatija. Empatija skrbnika, ne. Empatija, da si ti zmožen se vživeti v čevlje stranke, da ti veš, kako naravno, tudi ti razmišljaš podobno, ne. Mi smo vsi, jaz sem popoldne oziroma dopoldne, ko sem v klicnem studiu skrbnik, prodajam storitev, rešujem, nudim servis in tako naprej, popoldne sem stranka in ponavadi nas zmotijo iste stvari, a ne. In zato je dobro v bistvu biti zavesten v tem procesu, prodajnem procesu in pri dialogu biti zraven, ne biti na avtomatiki, na avtopilotu, zato da v bistvu lahko te prodajne momente slišiš, uloviš in, kakor smo rekli, slišana stranka se potem lažje vrača, ne. Servis je pomemben, absolutno. Način, kako povemo, kako prodamo in tako naprej. Zato jaz ne verjamem v naprej napisane dialoge, točno zaradi tega, ker če mi imamo vnaprej napisan dialog, mi ne bomo nič razmišljali o stranki. Mi bomo samo, mi niti jo ne bomo poslušali, ker odgovorila na prvo vprašanje, je odgovorila na prvo vprašanje, kaj je rekla, niti ni tako pomembno, jaz imam pa zdaj že drugo vprašanje. Če reče ja, pol moram prebrati to.
Aha, če reče ne, me dialog pelje čez to. In tudi pač programi kontaktnega centra so tako narejeni in tle skrbniki nimajo fokusa na stranki, imajo fokus na tem, kaj moram reči, kaj je naslednje, moram pripeljati ta dialog do konca, ne. In je pol, kar smo rekli, kvaliteta vpisanih odgovorov in sama kvaliteta odnosa, nekega gradnje odnosa, mislim, da ni dobra. Jaz sem v bistvu, vi ste mene naučila, da je poslušanje zelo, zelo, zelo pomembna zadeva. Jaz do takrat moram reči, da nisem poslušala strank, ampak ko ste vi mene poslušala in ste naslednjič, ko sva se midve slišali, midve sva se enkrat na mesec v bistvu skoraj 2 leti slišali, da sem povedala, kako mi gre, pa te stvari, a ne, in da ste mi vi odgovorila na vprašanja, ki sem jih imela, pa da sem jaz potem naloge delala naprej. In vsakič, ko sva se slišali, mene fasciniralo to, da ste točno vedela, kaj sva nazadnje govorili in, kaj ste mi povedala in kaj sem jaz povedala in sva točno tam nadaljevali, pa je bilo cel mesec v bistvu vmes. Kako vam to uspe? To je ta odnos s stranko. Zame je stranka pomembna. Meni, kar stranka pove, si zapomnim, oziroma ne računam na spomin v glavi, ker je prostora čedalje manj, ampak si to pripišem v CRM mojih strank, podatki so mi pomembni, način, kako se vi izražate, je vaš način, je za vas pomemben. Ko jaz uporabim vaše besede, vas tudi peljem v neko stanje, v katerem ste vi dobro počutite ali pa tudi slabo in iz tega potem se lahko razvije oziroma delava naprej, ne. Če je bolečina, ki jo besede ne znanijo, se potem to bolečino skuša odpraviti, prerasti in tako naprej. Če je to dobro stanje, se pa to skuša potem ponoviti in tako naprej. Zame besede so odraz nas, človeka, in kot take jih ne gre zanemarjati. Zato je delo v kontaktnem centru, delo skrbnika na prodaji, na servisu izredno pomembno, ne. Ne moremo več, ko sem jaz začela 90. leta v klicnem centru, je bilo tako, saj dvigan telefon zna vsak, ne. Ja, tudi danes ga samo dvigniti, ne. Tam se šele začne, ne. Ko ti tipkneš jaz, se tam šele cela zgodba začne, ne. In tukaj pa tega pa res ne more delati vsak, ne. Se mi zdi, da smo mačehovski do strank in tudi seveda do skrbnikov, ki so v bistvu prve naše stranke v kontaktnem centru, v oddelku zaposleni, ne, da jih premalo opolnomočimo. Se mi zdi, da je to izredno, izredno pomembno, ker tako, kakor bojo oni poservisirani, potem bo tudi to prišlo na stranke. Tako. Kaj pa disciplina recimo in pa moč, kaj to pomeni, da ima človek, ki kliče, disciplino in moč? Ja, to se spet skriva v dialogih, v besedi in tako naprej. Že na začetku sem poudarila, da v bistvu tudi če ti sediš v boksu, tako kot radi rečemo v klicnem centru, da imaš svoj prostor in je ponavadi ograjen zaradi teh zvočnih pregrad in tako naprej. Nisem pristaš tega. Imam rada prostor, da se vidimo čez, da si pomahamo, da se nasmejemo. Tudi skrbnik ima slabe momente in je fajn, če mu nekdo na drugi strani ga malo bodri z mimiko in z načinom, da se vidimo, da si znamo pomagati, da si znamo pomahati in tako naprej, ne. Ta boks deluje bolj tako kot zaporno. In jaz sem se tako počutila. Jaz, ko sem se 90. leta prvič usedla v ene take bokse, modre, vsa tista pena in tako naprej, in še si dal gor pogled in nisi videl čez, se mi je zdelo, da sem na Dobu. In ne ustvarjam takega okolja in ga tudi ne podpiram. Zame je kontaktni center prostor, ki je širok, ki je odprt, ki ima otoke, ker se lahko tudi prosto gibamo z slušalkami, ki niso vezani na žico. Stoječi dialogi so ful boljši, odlični, če človek stoji, če komu paše. Mislim,
to more biti, to so izredno pomembni oddelki in izredno je napredovala že tehnologija in tukaj se tudi na tak način se boljše vzdržuje red, ne. Ampak če se vrnem na vaše vprašanje, red in disciplina je v osnovah. V osnovah, ki so nam jih vzgojili starši, v besedah prosim in hvala, v nasmehu, ki gre čez žico, čez slušalke, čez zrak, čez vse, v tem, da smo mi pristni. Tukaj je en tak, bom rekla, zdrav koncept zdravega dialoga v osnovah. Spet moramo pejte poslušati dialoge v svojih kontaktnih centrih ali pa okoli, ko greste po skrbnikih, kako redko rečemo prosim in hvala. Zelo redko. Neverjetno je hvala ali pa pohvaliti stranko. Najtežje mi je bilo to naučiti prodajne ekipe, ta korak, da je rekla stranki, da smo izrekli stranki pohvalo. Zakaj? Verjetno je to del tudi naše vzgoje, ker smo bili premalo pohvaljeni kot otroci, ker je veljalo prepričanje, če bomo preveč pohvaljeni, se bomo pokvarili. In to v bistvu, prav spomnim se skrbnika, ki sem ga imela pred časom, ki je rekel, ne, jaz tega ne morem reči stranki. Stranka bo mislila, da jaz njo zafrkavam. Ne, to ni res. V bistvu jaz sem to preizkusila, ker jaz rada ljudi pohvalim, že od malih nog sem to delala. Ne vem pač, v meni je to, jaz to rada naredim, če nekdo res, jaz se razveselim uspeha drugega človeka ali pa da nekaj dobrega na njemu in mu to tudi povem in stranke so neverjetno reagirale. Neverjetno. Stranka, ki je recimo razburjena in tako naprej, ki hitro govori, ki nam želi dati ogromno informacij v tistem trenutku, je to zanjo najbolj pomembno, da nam preda vse informacije, da ji vi rečete, vas pohvalim, super ste mi opisali to dogajanje. Hvala, ker ste zelo eksaktno povzeli, kaj se je dogajalo, kaj se vam dogaja. Tako, hvala, ker ste si vzeli čas in to nazorno predstavili. Hvala za zaupanje, tako kot ste rekli. Vas pohvalim, vse pomembne podatke ste mi dali že na začetku, lažje bova zdaj razvila dialog, lažje vam bom jaz rešil to situacijo. Mislim, to so momenti, kjer se dialog obrne in zaupanje samo raste. Je res, določeni ljudje ne znamo sprejeti pohvale, si kako sprejmemo pohvalo. Sej ni res, reče nekdo, joj, kako si danes urejena. In bi lahko rekel samo hvala in si rekel, super, je opazil, gremo naprej, ne. Rečeš, ne, sej nimam glih nove oblekce, ne. Kar neko potrebo imaš, da razlagaš naprej. To je naučeno. Tako, pohvalo sprejmi in pika, ne. In kakšna stranka se bo tudi razburila in bo rekla, joj, ne, bo se opravičiš, ne. To je, tako kot smo rekli, tako, kot da kličemo prijatelja, to je naravno. Bolj, ko bomo naravni, lažje bo, ne. Vedeti moramo, kaj je namen klica in si narediti povzetek teh točk, da jih bomo sledili, da ne pozabimo, še tako bomo kdaj v kakšnem dialogu kakšno pozabili, ne. Vseeno vemo, delamo 8 ur, naredimo 4 dialoge, včasih 6 dialogov v eni uri, včasih tudi več. Lahko sprejmemo tudi 20 klicev v eni uri, ne, omejenih in tako naprej, ampak in se zgodi, da pozabimo, to je človeško. To nam bojo stranke opravičile. In tudi nam stranke opravičijo, ne, ker se dostikrat zgodi, kako je moment v dialogu, kjer spet kvaliteta dialoga pade, ko skrbnik začne blefirati. Točno prepoznaš dialog, kjer tisti moment, kjer se začne lomiti in skrbnik blefira. Boljše, 100-krat boljše povedati stranki eksaktno, lejte, na to vprašanje ne poznam odgovora, ne vem eksaktno tako. Pa pokličem nazaj, če dovolite. Tako, in to obljubo absolutno izpolniti. Absolutno poklicati nazaj. Si naštimati callback, napisati na listek, če ni v programu tega
in to izvršiti. Upam, da imamo zdaj že kontaktne centre, kjer so callbacki, kjer ne pišemo na listke, kjer si to lahko v program zapišemo in da dejansko lahko tudi, če se, dostikrat se zgodi, da je tak dialog točno 10 do 3, in potem ne dobimo informacije, ker nam jo ne dajo, ker se tudi druge službe zaključujejo ob 3, in jaz zaključim in pozabim na stranko in rečem, se bom jutri, stranki sem povedal, vas pokličem nazaj, pika. Nisem povedal, tako, predati skrbniku, ki je v izmeni, predati, ali pa če je zorganiziran klicni studio, tako da se to preda supervizorju oziroma izmeni, tako vodja izmene, da to prenese, da se to izvrši, absolutno. In to je odnos do stranke, To je ta odnos, ki ga ne bo šel odnos na skrbnika, ne bo rekla stranka, ne vem, Petra me je pozabila poklicati, bo rekla, kontaktni center me je pozabil poklicati. Ja, podjetje je mislim pač ponovadi, kar podjetje poimenujejo, ne zapomnijo si imena, ker je za njih na začetku, ko se predstavi, še to prehitro ponovadi. Smo rekli, zato predstavitev počasi, jasna, da stranka vdihne in da mi v bistvu tem tudi neverbalno komunikacijo slišimo, da nas je razumela, da potrdi, uporabljamo ogromno medmetov, tudi mašil v dialogu, ampak če jih ni preveč, je vse to harmonično, melodično, tako kot smo rekli, se tudi prijatelja pokličemo in ostanemo brez odgovora in naredimo in tudi stranka ne bo na to imela nekega ugovora, tako, če tega ni preveč, absolutno. Petra, jaz sem bila taka, da sem, to sem kasneje šele ugotovila, to ste mi tudi vi nekako odprla oči, da sem se zelo veliko pritoževala, ker pač ali baza ni bila v redu, za nič ste mi dali bazo recimo, ali pa kompjuter ni delal, slušalke niso delale, vse to je bilo krivo, da jaz nisem naredila prodaje, in sem se pritoževala in tudi obtoževala. Dajte mi komentar na to, prosim. Absolutno, tukaj nosi veliko odgovornost kontaktni center oziroma podjetje. Dostikrat že v štartu, ko pridemo v kontaktni center, je razloženo, novi skrbniki, oni bojo delali na slabši bazi, in že vnaprej povemo, bojo delali na slabši bazi, ker oni se morajo dokazati, izpili dialoge in tako naprej. Pa ni škoda, te baze. Tako, boljši skrbniki, ki so se že dokazali, oni bojo delali na boljši bazi. Zdaj pa vi se postavite v situacijo stranke. Jaz nočem biti slabša baza. In nisem slabša baza. In niti nočem biti boljša baza. To so... peskovnik oziroma igrišče oziroma uvajalna doba, rečemo temu tako, kot je treba v kontaktnem centru, se vrši nekje drugje. In stranki se preda skrbnika, ki je tip-top, v katerega damo mi zaupanje, verjamemo vanj, on verjame vase in ampak ker je attrition rate, se pravi odlivi, odpovedi v kontaktnem centru zaradi stresa in vsega, nedoseganja KPI-ju, ker imamo fokus samo na številkah, previsoki, ne uspemo sprocesirati in naučiti skrbnikov tako dobro, zato pol naredimo te neumnosti, jaz temu rečem neumnosti v klicnem centru. Baza je baza, kvaliteta baze, vsaka baza so naše stranke in je dobra baza. Zdaj, če mi prodajamo napačen moment, napačen produkt in tako naprej, ne moramo reči, da je baza slaba. Baza je omejena, je najdragocenejša stvar za outbound kontaktni center in vsi, ki ustvarjamo okolje kontaktnega centra, gradimo to bazo. Zdaj pa je vprašanje spet, kako se bomo z njo obnašali. To je suho zlato. Torej je treba z njim tudi v taki vrednosti delati. Tako, pritoževanje, pač to je spet en del, lahko pridemo na vzgojo, drugi del pa je to, kar smo že prej pri dialogu razlagali, če dobimo ne, ker so sam KPI-ji, na koncu dneva moramo mi imeti 20 prodanih izdelkov, vsi skupaj. Ni važno, če polomimo skrbnika, stranko, slušalke zaradi jeze, karkoli. Važno, da je 20 prodaj.
Ne gre tako, ne gre tako, ne. Pač en dan jih imamo lahko tudi 21, drugi dan 18, ne. Vemo, da je dinamika, jaz dostikrat rečem, je pomembno, kakšna luna je, ker se stranke odzivajo tako in drugače, ne. Je pomembno, če imate vi bazo in boste vi klicali na Primorsko zdajle, ko je marec, ne, ko bojo začeli ljudje hoditi ven na vrtove, vrtičke in tako naprej, in boste vi klicali popoldne, teh ljudi ne bo, vam se, in to ni slaba baza, ne, je pač moment, ki ni pravi, ne. Ali pa če boste tako, ne, tukaj je treba vse te dinamike videti, pogledati, kdaj je prime time in tako naprej, ma to se učimo skozi prakso, se pravi, če mi vidimo, da ponavljamo neke akcije, ponavljamo neke stvari, potem imamo že nek krivuljo učenja in to je treba uporabiti, ne ponavljati ene in iste napake. Jamranje je pa dostikrat posledica teh strogih KPI-jev, tako kakor smo rekli, ne, pač 2 na uro moraš imeti prodana v enem tednu, če tega nimaš, pol greš, ne. In valjda je že sreda in ti nimaš 2 na uro prodana in veš, da boš šel, ne. In kaj boš pol v četrtek in petek? Ja, nič, ne, samo dol, ne. In te ne bo zanimalo, kaj si ti vpisal v bazo in tako naprej. Se pravi, pljuvamo v lastno skledo na tak način, ne. Tako da pritoževanje samo in jamranje pa tudi jemlje ogromno energije, ne. Tudi nekdo, ki je zelo motiviran in tako naprej, v takem okolju na dolgi rok ne bo preživel, ne. Treba je narediti in vzpostaviti neko kulturo, kjer se vidi, kaj lahko še naredimo. Če je ne pri prodaji, potem smo rekli, je appointment, je nek nov podatek, ki smo ga pridobili, nek izražen interes, grajenje zaupanja in tako naprej. In to so vse pomembne stvari, to vse bo prineslo tisti želeno prodajo nekoč, ne. In jo ne bo v tem trenutku, ko smo si mi zamislili, ne, ampak bo gradilo odnos. In tega se moramo zavedati, ne. Bolj kot ozko gledamo samo na KPI-je, težje nam je, več je tega jamranja in potem se začne tudi ta jeza, ki ste jo opisali v kontaktnem centru, ne. Ja, jaz imam slabo bazo, ti delaš na boljši bazi, če bi jaz delal na boljši bazi, bi tudi tako, ne, in tukaj ni. Baza je vsaka dobra, situacije je treba pogledati in potem skupaj recimo spremembe delati na urah klicanja, na načinu klicanja, skupinsko. Se pravi, vzeti v zakup, če je res neka napaka, da se jo detektira, da se dejansko to naredi, ne. Jaz temu rečem, da damo rdeč karton, ne, enemu in drugemu, ni prostora za to, no. Če se želimo razvijati, potem moramo vedeti, da prevzeti odgovornost absolutno, in v bistvu Petra, kdo je odgovoren za prodajo? vsak sam. Se pravi Vsak sam. prodajalec, svetovalec je odgovoren za prodajo, samo on. Absolutno, ja, zaradi tega, ker če vse te okoliščine, ki smo jih omenili, ne, jaz prodajo dojemam široko, da ne bomo narobe razumeli, ne. Kako? Prodaja je zame tudi to, kar sem povedala, v dialogu, če sem dobila nek nov podatek, če sem dobila neko novo informacijo, če smo, ne vem, a veste, dostikrat kličemo samo iz klicnega centra in nimamo tiste, ne, pa dajte mi povedati, če vaš mail, mi boste zaupal še ta podatek, ne vem, dostikrat samo gledamo, GSM, ne vem, dajte mi še vašo službeno telefonsko številko, pa se tam kasneje slišiva in tako naprej. To grajenje baze, vseh teh stvari, dodatkov, dopolnjen, ko jaz stranko poslušam, kdaj si želi menjati, kaj si želi menjati, o čem razmišlja, tudi tukaj se zgodijo prodaje. To so tisti pomembni koraki, ki jih ne gre zamuditi, ki bojo na koncu prinesli, doprinesli k prodaji, ne. Ko nam bo stranka rekla ja. Petra, koliko časa nekdo rabi, koliko časa pač človek potrebuje, da pride do tega, da je dober prodajalec? Koliko časa? Zelo težko odgovorim na to vprašanje v neki časovni dobi, da rečem 1 leto, 2 leti in tako naprej, ker je odvisno od posameznika, ne, koliko si on želi, koliko si želi prizadeti, ne, mislim, dostikrat je v klicnem centru tudi nekdo dober prodajalec, ki bomo rekli kar naštanca naročila, ne, in potem, ko gremo poslušati dialoge ali pa po enem mestu, ko ga več ni, ko so zavrnjeni in tako naprej, ugotovimo, ne, da pa ni bilo to najboljši prodajalec, ne. Tudi take zgodbe so. Jaz
pravim, da dober prodajalec absolutno se zaveda pomena dobrega dialoga, grajenja odnosa in doprinosa k bazi. Se pravi, on gradi bazo. Dober prodajalec tem je točno jasno, da je baza ključ do uspeha, da pozna stranko, da si da priložnost, da jo spozna, da z njo gradi odnos. Kdaj se vršijo najboljše prodaje? Ko imaš ti zgrajen odnos s stranko, ko si pošteno prodal izdelek in ko imaš upgrade izdelka, ko imaš neko novost, rečeš točno, bom potegnil ven teh 5 strank, bom svojih poklical in vem, kje bom. Ne? Ker veš, da te bojo veseli, veš, da bojo odprto počakali in rekli, ja, res, novost in tako naprej in ti bojo zaupali. Ne? To je tisto, da se te razveseli, da te prepozna. Tako recimo jaz gradim svoj odnos za kontaktni center točno na tak način. Če pripravim nek nov izdelek, če pripravim neko novo storitev, vem, da bom po bazi pobrskala, da bom pogledala za svoje stranke in vem, da bom dobila odziv. Točno vem od koga, na kakšen način, ker jih poznam. Tako, kaj bo nagovorilo. Tako, ne? In ti odnosi s stranko in podjetjem so dolgoročni. To je ta pomen uporabniške izkušnje, ga ne gre zanemariti in pomen empatije. Tukaj ne moramo mimo tega. Ne? Zato dober prodajalec, kdo se pa tudi ne more naučiti empatije, je nima prirojene in bo v bistvu imel daljši proces učenja. Ne? Mislim, večkrat težje se mu bo vživljati v vloge, zato bo mogel večkrat ponoviti določene situacije, določene momente in tako. Ne? Eni imajo pa naravno. Petra, vi ste zelo ste aktivna, povsod, več ali manj, in imate res dober vpogled pri nas in pa v tujini, kaj se dogaja s klicnimi centri, kako gre to naprej, kakšna bo naša prihodnost. A lahko kaj o tem poveste, kaj je prihodnost klicnih centrov? Kakšne vaše izkušnje? Pred 3 dnevi se je zaključila Evropska konferenca na temo kontaktnih centrov. Moram reči, da sem je bila zelo vesela in zaključke, ki smo jih imeli vsi predavatelji, so bili podobni. Dejansko je pandemija pokazala, kako pomemben je kontaktni center. Čez noč praktično je kontaktni center odstal in postal edina stična točka med stranko in podjetjem, med stranko in blagovno znamko. Ne? In srčno upam, da smo se iz tega nekaj naučili, ker verjamem, da to ni bila zadnja pandemija, ki nas je dojela, žal, ali pa zadnja taka stresna situacija. Ne? Čez noč smo se mogli organizirati, da smo postavili delo od doma. Čez noč smo dali informacije tudi, ki jih prej recimo v kontaktnem centru nismo dajali. Čez noč smo postali vsi prodajno-servisni kontaktni centri, tudi če prej nismo vršili recimo prodaje. Res bi si želela, da ta pomen, ki ga je v zadnjih 2 letih doživel kontaktni center globalno gledano, da ostane. In da je to tisti veter v hrbet, da se razvijamo naprej, da se izobražujemo naprej, da ne znižamo spet standardov, da ohranimo visoke standarde. Stranke zahtevajo čedalje več. Stranka, ki ne bo dobro poservisirana v kontaktnem centru, ne bo sam zamenjala skrbnika, poklicala v drugi časovni termin, zamenjala recimo kanal, če je prej klicala, bo pol napisala, se pritožila, ne vem, šla na chat in tako naprej, ampak bo zamenjala podjetje, bo izbrala drugo storitev. Dokazano, izmerjeno, tako da res bi si želela, da ostanemo na tej ravni, ki smo bili, oziroma da je ne znižamo, kvečjemu, da rastemo. V tem primeru bi si želela, da se postavi avtomatizacija na procese, na stvari, ki so enostavne, ki se ponavljajo. Dostikrat rečemo, ja,
chat, se pravi klepeti, boti in tako naprej, absolutno ja, ampak te človeške prisotnosti, te pristnosti, te empatije ne bo možno 100% zamenjati. So določene storitve, ki absolutno rabijo človeka v kontaktnem centru in treba je vedeti tudi, kakšen je naš profil stranke, ne. Mlajše stranke se bojo posluževale hitreje recimo sporočil, mailov in tako naprej, starejše stranke bojo ohranile to tako tradicionalno. Tako. Pomen osebnega odnosa ne gre ga spregledati, no. Tako da kontaktni centri absolutno ja, prihodnost, ne bojo se transformirali v oddelke robotizirane. Pomembna je absolutno, še enkrat, vem, da se ponavljam, ampak brez empatije ne gre. Če bi mogla izbrati, bi rekla, ja, empatija, poslušanje in absolutno tisti red in disciplina, ki ga prinesejo osnovne besede, prosim, hvala in oprostite. Ter to, da kar stranki obljubimo, da to izpolnimo. Tako, če pa ne moremo izpolniti, da ji povemo, glejte, tukaj se je zalomilo, ne moremo, ne vem, imamo premalo pristojnosti, imamo premalo podatkov, so podatki, ki vam jih ne moremo dati na ta način, zato in gremo potem naprej, pošiljati pisno, dati človeka, ki je strokovno podkovan in tako naprej. Samo, da se interesi stranke razumejo in njena pričakovanja potem tudi izpolnijo. Petra, v našem izobraževalnem društvu za medije v bistvu vzgajamo podjetnike bodoče, to so mladi ljudje, ki bodo odprli svoja podjetja in se vsi seveda kar učimo. Vaše mnenje, ali je podjetnik lahko že takoj podjetnik, ali je boljše, da je prej prodajalec, še dober prodajalec, če preden odpre podjetje? Vaše mnenje? Jaz mislim, da brez prodaje ne moremo preživeti. Vsi tako ali drugače prodajamo, tudi jaz zdaj, ko z vami klepetam ali pa recimo, ko sem na izobraževanju in tako naprej, takoj, ko povem, kdo sem, prodajam sebe, svoj glas, svoj način, svoje ime in tako naprej. Tako da tukaj brez prodaje se mi zdi, da ne. Če je strah človeka prodaje, ne bo preživel, ne bo uspešen. Ne bo preživel. Ja, tudi če ne vem, kakšen mojster in to ne bo šlo. Mislim, preživel bo poskušal, bo našel kakšne druge načine, ampak ne sme nas biti, v osnovi je prodaja tudi to, ko se predstavimo, ko povemo, ko, ne vem, razvijamo nek produkt in o njem govorimo, ko razvijamo neko storitev in o njej govorimo, tudi če govorimo kolegu, to je prodaja, takrat se mi prodajamo. Samo, ker je to kolega, ne vemo, mislim, ne rečemo, aha, zdaj se ti prodajam, ne, ti povem, ti razložim in tako naprej, ampak tam je naravno okolje, naravni elementi prodaje so tam, ne. In če jih sam prenesemo, potem je to bistveno manj boleče, ne. Je pa prodaja pri nas izraz, ko se ga vsi izogibamo, ne. Absolutno. Jaz sem enega prodajalca poslušala, ki je res tako na svetovnem nivoju eden boljših in je rekel, da najboljši prodajalci, ki jih poznamo, so otroci in kužki. Ja, absolutno, se strinjam. Oni otroci ne štejejo, kolikokrat jih je mama zavrnila, ko vprašajo za bombone. In se sploh ne sekirajo zaradi tega. Tako, zato je recimo pogosto vprašanje, ko treniramo, je, kolikokrat naj stranka mene zavrne. Je 3-krat dovolj, so 3 zavrnitve, so 4. Ja, lejte, moja hčerka na blagajni, če bo hotela čokolado, me bo vprašala 6-krat, 7-krat, 8-krat, ne bo štela, dokler ne bom rekla ja. Ali pa dala ne in argument, ker sva že kupile bombone, ne, ker imava zmenjeno, da kupiva čokolado enkrat na teden in tako naprej. To je prodaja. To je prodaja, ja. Čisto kratko rečeno. Petra, imate za nas še kakšno sporočilo za konec? Vztrajati na tem, da dejansko
vsak človek res zna in mu je prodaja naravna, če se postavi v naravne situacije. Mi dostikrat umetničimo preveč ta prodajni prostor in hočemo biti v tem delu bolj papeški od papeža in zato si v bistvu tako, se na tak način podamo na maraton v ta pravih bulerjih, in to ne gre. Če grem na maraton, se moram obuti lahke, tekaške, superge, primerne za maraton v bilo kakšnem vremenu oziroma v tisti sezoni, v kateri se na maraton odpravljam. Tako da naravno, čim bolj naravno in pogumno, absolutno. Napake delamo vsi, izredno pomembno je, da ustvarimo v kontaktnem centru tudi okolje, kjer so napake dovoljene. In da se potem iz teh napak tudi naučimo. Tako, to je v bistvu, če je kontaktni center okolje, kjer ni zaupanja, potem bo zelo težko ta vrednota prešla tudi preko skrbnikov na stranke, ker jo ne živijo. Tako da ustvariti neko okolje zaupanja, in to je potem tisto okolje, v katerem lahko rastemo. In če rastemo mi, potem rastejo tudi naše stranke, odnos do strank, baza, prodaja in tako naprej. Vsi ti pomembni faktorji. Super. Petra, najlepša hvala za tale pogovor. Zelo veliko informacij ste dala nam in pa tudi ljudem, ki bodo poslušali v bistvu tale podcast. Jaz se vam res srčno zahvaljujem, ker ste pomagali meni in društvu, ker brez vas bi zelo težko v bistvu razumela te stvari in zdaj nam gre bistveno boljše. Se pozna, grozno se pozna, da imaš nekoga, ki res zna prodajati in ki ti zna podati to in ki te zna razumeti. Tako da, Petra, vi ste res dober coach, dober vodja in vas priporočam tudi drugim, tako da spodaj v bistvu bojo tudi kontaktni podatki od Petre, pa kdor bo želel Petro imeti v bistvu za coacha, kar svobodno pokličite, je tako prav, a ne? Ja, najlepša hvala. Jaz bom tako rekla, jaz delam stvari srčno, ne delam stvari na masi. Izberem, zame je pomembno, da človeka začutim in da vem, da mu lahko nekaj dam iz svojih izkušenj, iz svojih znanj, s pomočjo Rdečke, absolutno. Tako da z veseljem. To se da kupiti drugače, ja. Ja, res je, še nekaj jih je, pripravlja se nova, nadaljevanje v letošnjem letu, bolj fokusirano sicer na posamezne vloge v kontaktnih centrih, ker je največ vprašanj ravno iz teme vodenja kontaktnih centrov in iz teme mentorstva in mentoriranja dialogov. Tako da sem se fokusirala na te dve vlogi, ki se mi res zdita pomembni, tudi te vloge jaz najdalj živim. Poznam največ vsebine, trikov, nalog, ki so v bistvu vse preizkušene na meni. To je vse pomagalo meni zrasti, mi pomagalo ustvariti močne ekipe, mi pomagalo pri tem ustvariti dobre prodaje in zato jih zdaj lahko delim. Tako da mi je v veselje, da dejansko se to znanje prenaša, nadgrajuje, ker od vsakega človeka, s katerim jaz delam, od vsake ekipe se tudi jaz ogromno novega naučim. Tako da gre to v bistvu vzajemno naprej. Če bo kdo šel na vašo spletno stran oziroma tudi v knjigi noter boste videli, da Petra ni lahko prišla do tega znanja, da je za Petro zavračala, da Petra ni ta prava za klicni center in za ta posel. Tako da vi ste res dokaz, da se z voljo in z vztrajnim delom vse da narediti. Mislim, da ja, in da ni to samo za področje prodaje in klicnega centra, ampak tudi širše, to absolutno. Ja, ni zastonj reklo, kjer je volja, tam je pot in je res. Včasih je treba narediti kakšen ovink več in kakšen vzpon, fajn predihati, ampak na koncu se splača. Tako. Petra, najlepša hvala za pogovor in pa srečno še naprej. Hvala vam in uspešno vam in vaši ekipi. Hvala. Svidenje. Hvala, nasvidenje.